Tile, ko se tu zdaj srečujemo, pa mi, ko organiziramo, oziroma Domen, ko organizira, je verjetno pogovor s vsemi vami, pravzaprav tudi po vprašalniku ugotovil, da od filozofskih konceptov do materialov in tega mora imeti korak dlje, ker se vsem nekje vstavi, ko pa treba nekaj skup spojiti, nekam postaviti, pa potem morda pomislite na, govorim za tiste, ki niste gradbinci ali pa v stroki, ali pa niste bili zraven, pa morda začenjate kaj delati, pride hitro do tega, da pa treba kako zdaj skopati, kako potem ploščo gor, ali temelje pasovne, ali plavajočo ploščo, ali temelj s ploščo povezati, ali samo vmes dati podložni beton, kot je bilo nekoč, kam postaviti leseno steno. Prej nazaj pa pointer. Kako pretrditi leseno steno. Pred kratkim sem enega kolega našega, tudi samograditelja, ki pa se kar spozna, ki je že imel zatečeno stanje in pa hotel v bistvu leseno konstrukcijo tako objet z debelim zidom nabite ilovce, da bi bili tramovi na koncu skriti povsod, se pravi od zunaj, od znotraj dodati ilovco. Potem se pa spomne, kaj pa tam, ko pa spodaj šprica zgore, od tal, tam pa bomo tisto blato verjetno se razmočilo. In potem je prišel tega detajla, kako pa zdaj to narediti. Ne? In se v bistvu, bom pokazal pozneje na delovno risbo, do tega prihajamo potem, ko gradimo. Če kdo do tega ne pride, je vredo, je fajn, da živi s tem čim dlje, morda do smrti, pa da hiša še dlje stoji in da se nič ne dogaja. Boljše je pa pač ene stvari prej morda preprečiti, če prijete do teh pomislekov ali pa vam kdo prišepne, da je bilo dobro kaj narediti. Jaz vedno poskušam vse nagovoriti v pozitivnem duhu, skratka, mnogo stvari se da preprečiti, mnogo stvari se da tudi pozneje rešiti. Ena velika prednost tega je, da če hišo sami gradite, ponavadi znate tudi popraviti, ker veste, kje ste kaj naredili. Pa čez 5, 10, 20 let ugotovite napake, lahko čisto mirno se nekoč lotite generalke, pa tisto stvar popravite, če lahko do nje pridete seveda še. Tako da ni tako hudo, ampak vseeno je fajn vedeti, zato je moja današnja naloga bila na željo pač vseh vas, verjetno, spravi stik med temeljem in steno zidom. O fasadeh jaz ne bom govoril tisto, kar si ti najavil na spletu, ker fasade so pač take, kot so, lahko komenjene seveda, ampak tam ni kaj dosti modrovanja, da bi vam razlagal tehnologije, lahko pa vprašate pozneje. Kaj vse se dogaja na ključnem detajlu, skratka, kjer je spoj med tlemi, temeljem in steno. Potem so naše ena fajna navodila za načrtovanje iz 2015. leta, predvsem za gradnjo lesenih hiš, kako varovati les od vlage iz tal, tam okrog podzidka, cokla, po hišnici, skratka pod podke okrog hiše. Ker se to pojavlja v tem navalu lesne gradnje in seveda tudi večina graden biograditeljev se vrti okrog nekih lesenih konstrukcij. Redko kdo danes govori, da bo naredil bio hišo, pa naredi iz opeke, čeprav je to tudi hiša z naravnih materialov, pa čisto vredo bio hiša, ampak večina se vrti okrog slame, ilovce, nekih konopel in tako dalje, nekih domačih prijemov in potem večinoma lesene konstrukcije. Zato se ne bom ukvarjal toliko z opečnimi hišami, pa temi detalji, ker to so osnove gradbeništva, ki ga vsi poznamo, ali pa se ga lahko marsikaj najde, ni tam nekih napak, pač pa so to navodila za načrtovanje, v bistvu so lesene hiše predvsem. In pa nekaj primerov z prakse, da pa v drugem delu. Vplivi na elemente. Skratka, to je ena taka risbica, to je z ene romantične knjige, ki jo imam tam zraven. Prvi tak obsežen izdelek Holgerja Königa z Nemčije. In pogledajte, v bistvu, spravi temelj, nek kletni zid, na tej strani je zemlja, na drugi strani je klet, potem je tu morda še neka temeljna plošča in naprej gre neka konstrukcija. Kaj se vse tu dogaja? Imamo kapilarno vlago iz tal. Skratka, temelj, kakršenkoli temelj naredite, bo vedno stal s podplatom na zemljini. Ta zemljina ima neko lastno vlago. Tudi če daste na 10-15 cm utrjenega gramoza, iz zemljine pod gramozom prihaja vlaga ven, v obliki pare in seveda ta temelj pije. Zato v bistvu imamo vedno kapilarni dvig vlage skozi temelje. Tega nimamo v primeru temeljev kot nekoč iz kamnitih elementov, iz skrilevcev naprimer, ali pa iz peščenjakov, kot so stare slovenske hiše marsikje imele. Kamen seveda ne vleče vlage. Zato je tam ta rešitev
kar se tiče kapilarnega vleka, že sama po sebi prisotna, ni pa prisotna glede ostalih težav, ne, kot so povezanost, potres, zdrs in tako dalje. Potem imamo tu, zato tu seveda neka prepreka, da to ne gre dalje. Se pravi, stavi se to vedno na hidroizolacijskem sloju. Potem imamo spet strani, tu piše površinska in precejna vlaga. Jaz nisem tega prevajal, ker to nimam časa to previsovati po slovenščini, zato bom kar po slovensko komentiral, ne vas ne moti, če to po nemško. V slovenščini pač večinoma literature dobimo mnogo pozneje kot druge. Tako da imamo skratka strani hribine ali pa strani pač terena, imamo v bistvu pritisk zemlje v steno, imamo površinsko vodo, ki preteče lahko tu navzdol in imamo precejno vodo med sloji. Zato je tu narisana drenaža, ki pobira precejno vodo in vodo, ki preteče ob steni iz površine. Potem imamo, spravi, ta vlaga omoča in pritiska na neko met, lahko kolikor je samo met. Potem imamo pritisk zemljine in torej imamo temperaturo 3 do 8 stopinj Celzija. Tu nekje zgoraj 40-50 cm je lahko hitro, 3-4 stopinje Celzija, 80 cm je v Sloveniji za tretjo klimatsko cono, velja to za vse razen za primorsko regijo, je 80 cm globina, do koder moramo imeti temeljit, če želimo, da ne pride pri občasnih velikih mrazih do tega, da bi pod temeljno peto, pod podplatom zmrznila zemljina. Ker če zmrzne, nabrekne, ko se otali, se spusti in takrat se hiša posede za 1,2 cm. Lahko. To se zgodi vsakih 10 let. Enkrat se posede lahko več. Takrat že poči v pečni hiša. Da to ni kar tako iztrte izvito, ne vem, koliko let nazaj, 10 let ali 6 let, ko je bil malo večji mraz, nekaj tedna, pa ni bil tak mraz, je tam pri nas podjetje gradilo tovarniško halo, je točkovne temelje postavilo na to globino, ni pa še bilo zasuto vse do konca in je dejansko 60 cm bilo zasuto, ni pa še bilo tlako in okrog hiše, okrog tovarniške hale še ni bilo vse zasuto. Je zemljina pod točkovni temelji zmrznila, se posedla in so v bistvu morali dvigovati z avtodvigalom na razen betonsko konstrukcijo in temelje podložiti, podbetonirati in nazaj na isto mesto postaviti. Skratka, se je to zgodilo ob relativno, mislim, da je bila minus 15 stopinj, morda po noči največja špica, pa je teden dni trajalo, čez dan pa minus 2, minus 3. Ker je bil okrog vse teren, ki je prepuščal mraz, skratka gramos, en del še ni bil zasut in na 60 cm globine že prišlo do zmrzali. Tam pa se ni bilo gramoza, ni bilo tampona, ampak je bil raščen teren uskopan z bagerjem, ki je imel vlago, je vlaga nabrekljena, se otalilo, se je posedlo. Tako da, gledajte, skratka, ta temperatura tudi ni kar tako. Dobro, tu imamo potem še vlago, ampak ta za difuzijsko vlago s paro se ne bomo ukvarjali. In potem osnovni princip, ne, reševanja. Temelj, to je, gledajte, ta oznaka velja vedno za beton brez armature, to je pust beton, je tu smiselno napraviti neko pregrado, to piše šperših, to je, se pravi, hidroizolacija po tleh, hidroizolacija od zunaj. Ko delamo izkop, to, kar preteče po površju, je fajn, da tu zgoraj že polovino pa da oteče, lahko pa tudi ponikne, preteče v hiši dol, potem pa peljemo v stran. Kaj se dogaja zelo pogosto, vsaj v ravninskih delih, ljudje naredijo klet ali pa pol kleti, se pravi hišo do pol kleti pod zemljo, v nekem področju, kjer lahko pride do više talne vode, morate vedeti, da ta izvedba z hidroizolacijskimi trakovi, bitumenskimi ali pa tudi polimerno bitumenskimi, ni mišljena za klet, ki stoji v vodi, kjer je, na primer, od zunaj voda dalj časa v tej višini. Čez 15-20 let ti spoji popustijo, ker se razteguje krči, stara, in pride med spoj vlaga noter, zato v mnogo kleteh, ki so hidroizolirane od zunaj, pa od znotraj po tleh, stoji voda v kleti. Če se želi delati hišo v potopljenem zemljino, je čist drugačen princip konstruiranja. To nikoli ni ta princip. To je treba prej sprojektirati in prej vedeti in tudi plačati. Obstaja ene druge vloge zunaj, pa na spoju stena, zid, mora biti vmes vstavljena po celotnem obodu eno tesnilo, ki ne prepušča na spoju skozi izolacije vlage. Ampak to ne bi o tem govoril. Skratka, to je osnovni princip. Zdaj gremo pogledati, kako to na različne načine izvajajo. Tukaj smo zdaj kar na metalnih tega z večjih virov, pa sem kar precej brskal neke te rešitve. Toliko, da boste imeli pregled, ker jaz vem, da tudi mene večina iz teh krogov, ko se pa srečujemo v zadnjih 10 letih,
kliče, kako bi pa zdaj to, kako ono, pa zakaj bi to, kaj pa če ne bi, pa vidim, da v bistvu gre samo za razumevanje osnovnega principa, zato jaz ne bom šel v podrobnosti, ampak naj vsak pri sebi razmisli, ali ga to žuli, ali tega ni vedel, ali mora še kaj pogruntati in potem naj bližnjega projektanta vpraša ali pa nas vpraša, kako, pozneje ga drugič, ne, kako rešiti zadrego. Pa gledajte, naprimer, to je kakršenkoli temelj, to je zdaj oznaka za pust beton, to je beton brez armature. Sem se nekaj drugega spomnil. Ker smo naravna gradnja, povedal armatura, kje je težava betona, ekološka. Predtem pa prej sem videl, da imamo telefone, ne? Sem pozabil danes reči. Telefon ne dati na avion, da ni signala, da ne oddaja, ker če nas tu noter sedi toliko, pa toliko telefonov, smo mi tako obsevani, da se nam možgani in krvna slika 14 dni ne morate popraviti. Ne? Tako da na vseh seminarjih za naravno gradnjo, ne, bodimo do sebe in do drugih sfer, ne multiplicirajmo učinkov mobilnih telefonov in oddajnikov, ker je to mnogo hujše kot katerikoli betonski temelj v vašem življenju. Tako da sem se že nakazal odgovor tudi glede betonskih temeljev. V temeljih je problematična namreč armatura. In v temeljni plošči tudi armatura. Z vidika zdravja, z vidika tudi okoljskega učinka, seveda železo potroši pa zelo veliko energije, ampak dobro, to je CO2 odtis, vplivi na klimatske spremembe. Vplivi na naše zdravje so pa v betonu zaradi armature, ker je to antena, ki inducira vse sevanja tehnične, ki pridejo z okolice. In to potem vam ne veste, kje oddaja vse, kar zbere, magnetni snop oddaja nekje, kjer je šibko mesto te konfiguracije armature. Zato armatura mora biti ozemljena, in če ni med sabo povezana, kar dosti krat ni, potem pač en del ostane brez ozemljitve in deluje kot ena mreža velikosti 2,20 m, kot 6 metrov je težka kot, ne vem, 50 000 anten telefonov ali pa 100 000 anten telefonov. Zdaj pa si predstavljate, koliko signala pobere 100 000 telefonov, da lahko gledate sliko in počnete s telefonom, kar hočete. Vi pa 100 000 toliko informacij in te energije električnega toka, magnetnega, dobite v armaturo pod svojimi tlemi, pod svojim poslom. Armatura je tista, ki je v temeljih problematična in na srečo za večino temeljenja, za pritiske navzdol in zaradi slabe zemljine armatura ni tako pomembna, ker se da temelj narediti tako in podlago tako, da armatura ni potrebna. Smiselno je pa dati morda v vogalih kako armaturo, da sidramo, vogale ojačamo, da sidramo hišo navzdol, če je taka konfiguracija, da bi potrebovali varovanje proti prekucnitvi hiše. Tako da ne se bati armature, toliko morda za ekskurs vmes. Glede, tu je zdaj spravi temelj, to je neka lesena konstrukcija, osnovna pasnica, ena je znotraj, ena je zunaj, to je lahko take širine, da je to lahko tudi noter seveda slavna tabala, lahko tudi karkoli drugega, ampak to je v bistvu zelo dobro izolirana stena. Tule je pa sestava narejena tako, šavnglas šoter pomeni nasuti iz penjenega stekla. Penjeno steklo kot recikliran produkt ima genialno lastnost, da v bistvu je zelo nosilno, hkrati ne pije nič vlage, se z njim nič ne dogaja in tudi nima nobenih zdravju škodljivih emisij. Zato je to v bistvu zelo dobro drenažno nasutje, ki hkrati lahko tudi podlaga za karkoli drugega. No, potem je tu narejen, gledajte, to je potem drsni sloj oziroma parna ovira, nekaj mest je poliestrih, ta sestava tal potem varira od želja. Je pa to mišljeno tako, da je to pogled na kapilarno vlago, ki lahko pride iz tal gor in jo v bistvu moramo prekiniti, da ne gre dalje v leseno konstrukcijo. Drug vidik bomo potem pozneje videli, je pa tale odmik. Tu je zdaj že dodano nekaj, zato da se zavaruje, tu je ena druga izvedba, naprimer slavne tebale so tu v tem primeru dvignjene od tal za višino cokla z nekim drugim materialom. Kaj pa je ta material? Tu piše Leicht Hochloch Ziegel, to je v bistvu lahko opečni zidak, zelo širok, ta 45 cm kot je, Wienerbergerov, tisti porozen, lahko je tudi izolacijski, ki v bistvu seveda vse to nosi, je toliko izolativen, da ne prihaja do toplotnih mostov in hkrati pomembno je to, da je tu spodaj, kjer šprica vlaga in kjer je povečanje vlaga, mora biti mineralni material, ne organski. Organski lahko pije vlago, čez čas lahko začne trohneti gniti. Zato je vedno pri lesogradnji treba ta detalj, glede na razmere, koliko imate to dvignjeno tal, kakšne so vlažnosti, kaj boste imeli tu, kaj boste imeli znotraj, razmišljati, kaj dati, da ne bo začel ta vogal
lesa, tu noter pa tole, pa tale slamo tu gnit. Ali pa karkoli drugega. In to ena od rešitev je, da se v bistvu to privzdigne. Tu se lahko naredi tudi, lahko je tudi, jaz sem en detalj naredil tak, da je ta opečni zidak ožji, pa sem tu dal v bistvu še ekstrudiran polistiren, lahko se da močnejša opeka, pa se tale, se bo to bomo poznaj videl, tole malo preko dvigne, pa se tu da en drug toplotni izolacijski material. Ampak pravilo je, da čisto pri tleh naj ne bi bilo organskih materialov, se pravi lesu in ostalih rastlinskih izolacijskih materialov, katerihkoli. Potem sama, če lahko nazaj, v tem primeru je, da beton najbrž na vrh hidroizolacija, pa odnisa, ne? Ta hidroizolacija, pa tu je spet hidroizolacija. Ne? A to zadostuje, da recimo cegno ne potegne vode gore? In se cego prekinjene s hidroizolacijo. Tule je drenažni sloj, tule je spet hidroizolacija, jaz bi tole še tu povezal ta gor. Tule pa je v bistvu, tu je verjetno narejena plošča, ena plošča, ki je cementno vlaknena plošča, prače pa lahko tu umet. Potem se premaže z vodoodbojnim nanosom, to je pri nas produkt, Mapei imate produkte, italijansko firmo, Kema Pucnici tudi cementno lepilo dodano z dodanim lateksom in dodan akril, ki v bistvu je vodoodbojen, elastičen in lahko nanj vržeš katerokoli cementno lepilo, omet, karkoli prime. Tako da na to temo, ne, te nekih premazov, to obstaja polno rešitev, pa to so vsi v bistvu ekološki materiali, to ni neka kemija, ker so vsi ti že to predelali na zelo okolju prijazne in zdravju prijazne sestavine. Se pridemo še več do takih detaljev pozneje, imam še kar nekaj, tako da bi šel naprej. Tule zdaj gledamo, to je zgoraj pogled na vzdolj steno, skratka, to je en taka stena, ki ima pokončnike, to je za horizontalni res, ne, to pa vertikalno. Pokončniki so v bistvu i profili, to se uporablja tudi za debelejše prereze, tudi za gradnjo slamnatimi balami. Podobno si te lestvice sami izmišljujemo. Spet ena taka zadeva, tu je pa v bistvu zdaj hidroizolacija tako napeljana, pa tu spet neka plošča izolacijska, potem nek zaključni sloj. Tu je zdaj razlika ta, da je tu znotraj zelo dosti izolacije, pa je to lahko, če vidim, kaj tam, tu so slamnate bale, celo, ja. Slamnate bale v tleh, tole je parna ovira, oziroma zapora, pa je folija neka, in potem je izravnalni sloj, to je pa nasutje, kot drenažno nasutje. Se pravi, če drenažno nasutje bo vlaga, ki je spodaj tu ponikala, ta sloj je nosilni sloj, potem je hidroizolacija, ki je tako zapeljana, da v bistvu ta vlaga iz tal tudi po temelju nikjer ne more priti v ta vogal bale. Ampak jaz bi se tu tega bal, tega vogala, če to naredimo v jesenskem času. Pa mokre postopke, da se hiša ne uspe sušiti zaradi v hišo prinešene vlage iz notranjosti. Če to delamo septembra, oktobra, pa potem še kakve omete, imamo nevarnost, da je tu zračne vloge bilo več, slama je bolj vlažna, omet je vlažen in potem zapremo hišo in se ne sušuje vesi nekaj dosti, ker je zunaj mesec, dva lahko tudi megla. Takrat v bistvu to je že tu, lahko se precej vlage v slami nabere. Se je suši čez nekaj let, če se potem te razmere spremenijo, pa da ni tu prehladno. Ampak gled, to so polžimejni primeri. A ne bi v tem primeru bil temelj izoliran na zunanji strani? Ja, tu bi jaz dal tudi izolacijo temelja, seveda. Ja, nekaj pa izliv vode, noter, pa slamnate bale, če je spodnji. Ja, gled, to pa je vseeno. Katerakoli izolacija je, pa imaš izliv vode, naravno je mokro. Ne, sam sem če bi bilo je več... Ja, ampak kameni voni, pa stekleni voni nič ni, razen da pač tisti čas, dokaj se ne posuši, ne izolira. Rastlinske vlakna pa lahko trajno vlago zadržijo. Ne, sam to mislim, ne, če je spodnik nek sloj, ki zadrži vodo, ne, se pa lahko v bistvu širši razliva, kot če bi se precejali skozi, sam zaradi tega. Ampak ta je mišljena zato, da ne prihaja vlaga iz tal sem gor. Para. Ampak pa je pa nek vsem potrjen sloj vmes. Ta je pa zato, da nosi to folijo, to lepenko, da smo jo lahko na tla položili. Pa misliš, da je tako narejen preceja skozi vodo? Ne. Ne, ni mišljeno, da preceja. Ker če preceja, potem gre tudi para skozi, pol je para propustna. Iz zemlje gre vlage, koliko hočeš. Ne? Zdaj, če izkop nekje, da je raščene zemlja nekje tu.
Ta raščena zemljina, če je ilovnata, je vlažna. Če je gramos 3 metre globoko suh, ali pa če je kamen, potem ni vlažna. Ne? Če pa je to nekje na pobočju, v dolini ali pa v ravnini, je pa v bistvu tu spodaj zelo hitro na 8 cm, koliko naredimo izkop, ali pa naredimo izkop, morda 40 cm, je pa ilovca. Ima vlago. Tista para gre navzgor. Prihaja tista navzgor, pa še tale od zgoraj, pa še noter smo vnesli. Ti bi komu svetoval? Jaz ne bi bal dajal v tla. No, se to, mislim, se ne vem. A je kakšna statistika, koliko pogosti so odlični izviri vode? So pogosti, saj jaz sem v zadnjih 10 letih 5 ali 6 hiš moral sušiti, smo poklicali na pomoč, in to vse pri montažnih hišah. Ena je bila opečna v Zilu na Tiometi. Napaka je bila slaba kvaliteta sodobnih cevi za priključitev sanitarne keramike v sanitarijah in v kuhinji. Jeklene pletenice spoji. Tudi najdražji umivalnik z Nemčije je imel tako šibko pletenico, da ni zdržala 5 barov pritiska. Ko je vodovod razpustil noter 5 barov, ker ni naredil redukcije z 5 na 3, je pletenica počela, stranka je veselo šla na dopust, ko prišla domov, je imela montažno hišo iz zgornje etaže v pritličje potopljeno za 20 cm nad parketi. 3 take sem imel v 5 letih zapored. Skratka, dogaja se, ja. Kapitalizem špara na stroških, ne, in pride do novih stroškov. Kaj pa, če bi imel pa recimo dvigneno, se pravi, od ta dvigneno? V zraku misliš? Ja, zračno spod načeloma, ampak zdaj se pravi nekaj moraš, ne piha skozi naredita, ne? Je pa se ti vodovodne cevi vedno mora imeti nekje tu, noter, ne? Na notranji strani. Če jih imaš od zunaj, zmrznejo. Ne, to ja, sam premišljujem zaradi tega, ne, a je sploh kako, če so bale v tleh, da je lahko neki spod od sednega, ne? Kaj nima smisla? Rabaš neki, da ti ne piha skozi, prav neko parno oviro rabaš, ne? Vlaga iz tal, ki prihaja od spodaj navzgor, preko vlaga, celo zimo imamo 5-6 mesecev lahko tako, ne? Da je spodaj vlaga in če pride gor skozi, pride do bale. Od skoraj pritiska po vseh materialih se prebija skozi para od notranjosti. Imamo difuzijo vlage vznotraj, imamo difuzijo vlage iz zemljine in imamo toplotni most zaradi geometrije, ker tule prihaja toplota na 1 kvadratnem decimetru, naprimer skozi, tule imamo pa zelo veliko oddajne površine, zato so tu noter področje nižjih temperatur. Zato tu lahko zelo hitro pride do kondenzacije. Zdaj imamo mi vlago od notraj v obliki pare, vlago od spoda v obliki pare in temperature nižje za 5 stopinj Celzija, kot bi morali biti običajno. Čista kondenzacija in čisto gnitje materijala je možno. To jaz ne bi delal, ne? Zdaj pač eni to delajo, ne? Se da to zračunati. Pa spet je odvisno, kdaj smo to gradili, pa kakšne imamo razmere v hiši. Z tega vidika jaz bi raje v tla dal kaj drugega, kar je bolj obstojno. Kaj pa bi dal tla na slame? Tla bi naredil s tisto s penjenim steklom, to je že mnogo bolje, ne? S penjenim steklom. Ja. Ker nima nobenih težav. A pa kak drugačen detalj. Pri sebi sem naredil vse bo videl, jaz sem dal pač betonska tla, to sem pa dal v tla kokosova vlakna. Kokosova vlakna so kot izolacijski material neobčutljiva na vlago, edina. Samo je kar drago, ne? Bala je najcenejša. Ampak do tega lahko hitro pridemo, kje spet prišparati, ne? Če boste hoteli na vso silo dati balo v tla, ker je to tako poceni, boste ugotovili, da ste prišparali, ne vem, 300 evrov, po 500 evrov pri hiši, ki bo stala 100 000 ali pa 200 000. Zakaj potem izirati? Za 300 evrov, pa za 500 evrov, pa za 1000 evrov. Prihranki so marsikje lahko možni, ampak ne bi jaz s tem začenjal, ker na tom temu imam dosti primerjav, pa dosti variant. Kje vse probamo prišparati, pa potem ugotovimo, da smo na napačni mesti šparali. To je ta skica, kjer je zatečeno stanje klet, betonski zid, betonska plošča in lesena konstrukcija in možak je hotel napraviti tako debelo, 5 cm debelo ilovnato steno. To so pa v bistvu pokončniki na vsaki 2,5 metra, se mi zdi. Potem so to nekako tako definirali, ker se ilovcu nabijal v opaž, da tu spodaj bi dal material, ki se imenuje multipor, to je penjen beton kot Ciporex, ampak je drugačna tehnologija, čisto ekološko nesporno, zdravstveno nesporno,
bistvu, ki je toplotno izolativen, vlago odbojen in mineralne, se pravi, nič se mu ne zgodi od tiste vlage, ki jo lahko sam vase popije. Tu so pol neko minimalno izolacijo dodala in seveda tu preko nek odkapni profil, tako da bo tu noter bo vtaknil nek odkapni profil, lahko je tudi lesena deska po celotni globini z nekega hrasta ali pa skostanja, ampak to je bistven plastični odkapni profil, boljše plastičen kot kovinski, ker kovinski bi kondenziral, da padavina, ki teče tu dol, ne vleče tu vmes, ampak da odkapne dol. Zato so ti odkapni profili in nosovi zelo dobrodošli pri coklu. To je zdaj ene druge literature, mislim, da za pasivne hiše, pa so to primeri pač montažnih hiš. V tem primeru je to plavajoča plošča na nekem ekstrudiranem polistirenu, gledajte, samo princip. Izkop je narejen mnogo širše, potem je položen geotekstil, skratka sintetična folija, potem je položeno neko nasutje, ki je komprimirano. Tu je spet geotekstil, potem je podložni beton, izravnalni ni nujno, lahko je to direktno, brez tega izravnalnega betona. Jaz to ponavadi izravnam s peskom, se kar milko razgrne z klaftri in pridemo do take ravnine, da ne rabimo izravnalnega sloja, se pravi, na tem prišparamo enih po kvadratu 10 evrov, pa 12. Potem je neka hidroizolacija in ekstrudiran polistiren, namreč v tleh je predpisano edino dovoljeno ekstrudirani polistiren, to je tisto moder stiropor. Razlika med ekspandiranim polistirenom, ki ima oznako EPS, in ekstrudiranim, ki ima oznako XPS. EPS ima odprto celično strukturo, lahko pije nekaj vlage. Ekstrudirani polistiren se v bistvu dela z valjanjem in se stiska in ima odprte strukture, ne vpije skoraj nič vlage, 0,7%. Prvi je lažji, je samo izolacijski, pod estrihe v streho, ta drugi je močnejši, je lahko povsod, lahko pa tudi hiša na njem stoji. Stirodur je komercialno ime, tako kot je Fibran in Ravago. In še drugi, in vsi evropski proizvajalci. Vsi pravijo v Sloveniji Stirodur, ampak Stirodur je tako, kot da bi rekli Mercedes avto. Jaz govorim o avtih, ne o Mercedesih. Ekstrudirani polistiren je tehnično ime, ne? Imate imaš prav, seveda. Potem vsi poznajo, ampak Stirodur ima tudi druge produkte. In mora biti tako nosilen, da ima oznako 300. Oznako 300 pomeni, koliko obrnitve lahko pritisnemo gor. Ker so tudi taki z oznako 200, ki pa ne smejo biti po predpisih pod tako ploščo. No, gledajte, tudi spet za to ni toliko pomembno, bolj gre za to, kako preprečujemo vlago. Skratka, ta beton, ki je bil moker, je v bistvu navzgor, spodnje strani, vse strani ločen s hidroizolacijami in s toplotno izolacijo. Se pravi, to potem pozneje postane plavajoče ploče, ki je hkrati notranja toplotna akumulacija. Ta se potem ogreje na neko temperaturo 18, 19, 20 stopinj, odvisno od tega, kako vi imate režim hiš in dejansko trajno toplo. To imate to notranjo akumulacijo v tleh in zato je princip pri takih hiši, princip ogrevanja mora biti malo drugače prirejen kot to pri drugačnih hišah. Tule je pa spet tole, zdaj pomembno, skratka, tu je prekinjeno spet hidroizolacijo, ena gre sen gor, pa je sen zavihana, druga je šla potem preko. No in še tule, gledajte, tule je ponavadi mora biti noter lepilni trak, bitumenski ali pa nek sintetični, ki tudi paro vlago drži, potem pa gre naprej parna ovira. To je prezračevana fasada, pomeni, da je tu skozi gre zrak in zgoraj nekje ven, to je pa lesena obloga ali pa kakršnakoli, tu so v tem primeru deska narejene. Pogledajte, spet tole pomeni tale odkapni profil, in v spotnem primeru bi tule ta vlaga se zdrževala na tem robu in bi tu začelo lahko gniti. Lahko začne gniti, če imamo blizu travo, ali pa da tu imamo kakšno zelenico, ali pa nekaj zelenega, kjer je povečana vlažna, zato ker rastline izparevajo vlage. Imate vi tu lahko zelo dosti vlage. In lahko to začne gniti. Se pravi, če imamo tu zelo dosti stoječe vlage, ne samo padavinske, ampak stoječe zaradi rastlinja, temperatura plus 20 stopinj Celzija je dovolj, da začne les presnova se pojavljati, pa mislim, da 3 mesece mora biti vlaga več kot 30%, oziroma 20% za gljivo, pa 30% za gobo. Tako da ta detalj je pomemben. Danes vidimo polno hiš, kjer ljudje želijo iz terase stopiti ravno ven in seveda nimamo tega odmika in tega varovala, zato so potem tam neke druge rešitve, ki bomo pozneje tudi videli.
Tu je malo drugačne narejeno, to je pa v bistvu pasovni temelj, pa neka plošča, ali je ločena ali povezana z odvisno statike. Spet isti primer, cuna izolirana, tule hidroizolacija gre preko, potem ena gre še tule preko, spet tule po celotnem obodu okrog po betonu preprečen prehod pare v obeh smerih in vlage in spet odkapni nos. To je pač malo sestavljena lesena konstrukcija z večjih slojev. Tule je finta v tem, da je to nosilec, to je ena druga konstrukcija, ki ima tu spodaj pasnico, piše cementno vezana lepljena plošča, obstaja to take, ki je tu vmes dana za to, da je tu spodaj mineralni material. Mineralni material, ki lahko vpije neke vlage, to je kot salonit plošče nekoč, ampak to so že dolgo lesne vezane s cementom kot lepilo. Obstajajo tudi perlit plošče, nosilne, tudi ene take malčne so zelo močne, ki se jih tu da kot podstavek, da to ravno leži, pa hkrati je tu mineralni material. To je neko tesnilo kot trak okrog, da ne gre spet vlaga not in pa odkapni nos. Z enega drugega vira, tu sem hotel pokazati tole, ker jaz ponavadi delam, to boste pozneje videli, kako se montažne hiše delajo. Eni probajo tu bližnjice najti, ampak vedno je najlažje narediti na neko podstavek, kakršenkoli temelj že, en trak ploha okrog pasnico, ki jo podložimo na višino, ki jo položimo ravno okrog po temelju, da izravnamo to, kar je betonska plošča, morda centimeter do 2 ali pa tudi 5 mm striže. In potem je tale, od tu naprej se pa začne leseni okvir, ki ga podelamo na licu mesta, pa pripeljamo drugot in potem postavimo na to pasnico, ki pa je že tu. Je mnogo lažje tako, kot pa napraviti samo eno pasnico, pa cel element pripeljati, pa potem postavljati na ploščo, se lahko pač podlagajo, ampak v bistvu potem je vprašanje, kako to podliti. Ker eni potem položijo to čist na rob, nekje na betonu, nekje po 5 mm zija, nekje centimetri zija in tam noter ne možeš nič spraviti. To je boljše toliko vse malo dvigniti in to prej, da potem lahko tisto luknjo, tisto režo v bistvu pravilno zapomniš. Tule se še vidi ta sidra, kar je pomembno, so sidra, to je sidra, gleda, tu je potem preterjeno. To je v bistvu lesen ploh? To je lesen ploh, ki je najbolje, da... Oblaš v bistvu, kot je treba. To je najboljše, da je impregniran, če ne je pa pač hrast ali pa macesni. En tako je bolj odporen proti vlagi, jaz ponavadi še ta ploh spodnje strani ga premažem z bitunom, da v bistvu spodnje strani ne pije. Vem, ampak če treba zravnati, kaj se ga pol zgornje strani se ga poobla. Ne, čakaj, to mora biti vse oblan les. Vse mora biti ravno les. To je stavbni les, to ni nekaj. Ne, kako se ga spravo v isto... Novellira. Ne, podlagaš ga. Aha, podlagaš ga, ja. Podlagaš ga, pol ga pa dol skozi sidraš dol. Zvrdaš skozi luknjo in ga sidraš, ne? Za špranje potem... Kjer je špranje? Spodaj ali tu vmes? Ja, pač ga podlagaš, ne? Tu vmes ni špranje, spodaj je špranje. Med betonom pa te podlagi ploha. Jaz sem noter nabasil pri sebi kokosova vlakna, montažeri uporabljajo ekspanzijsko izolacijsko maso, se v bistvu tule naredi tak samo ena letvica rob ali pa spustijo šmrkelj purpene in potem, kot da bi rekli, tu noter za ta rob vlijajo ekspanzijsko maso, ki potem nabrekne, se posuši in ona prime povsod pritisne na ta ploh, tako da aktivira v bistvu pritiske, to, kar mi mislimo. Ne? To je dobro, da se vprašajo, ker večina priučenih graditeljev montažnih hiš v Sloveniji naredi lesene hiše, znajo narediti, ne? Ampak potem pa postavljajo steno, pa dajo samo tu neke podložke, neke kajle, ne, spodaj, na 2 metra, na 3 metre in to dajo smrekove. To, da se oni poravnajo in potem tako ostane, če vi ne vidite. To je zdaj parodija, ne, v bistvu mi računamo težo cele strehe, cele hiše na tekoči meter te površine tu spodaj, na vsak kvadratni centimeter pritiska računamo, potem pa on to vso to težo prenese na 4-5 kaj po eni steni. Halo, če imamo pol vsa statika, če imamo pol ves trud, če imamo vse, če pa potem to stoji na enih parih zobotrebcih, ne. To, takih hiš je pri neko drugo in tretje legaših, pa 4-4 legaših v Sloveniji več kot polovica, sem pripričan, kaj jih vidim. Kakšen je pa ta purpin, da prenaša... Ne, ti si se pol stran da. Purpin je samo to, da ti zaliješ. No. Ob robu... Sam ste v težbi govoril, ko se prenese samo na točkah.
Koga pa spet zagotoviti nazaj, da Z ekspanzijsko maso, potem, ko se to zapolni, potem on aktivira vso pasnico in težba leži na polnem cementnem lepilu. Kaj je razbit? Če pa imaš, podložko lahko stane noter. Lahko pa daš na vsak meter hrastovo podložko z dveh strani, pa lahko noter ostane, pa je vredo. Pa bi dal razliko, bi pa dal neko toplotno izolacijo, ki ne more gniti. To je pa najboljša kokosova vlakna. Ali pa bi zabal sem noter tudi neko to Kaj je recimo ekspanzijska masa? Mislim, kaj moraš reči v štacuni, da jo dobiš? Ne dobiš še štacuni, ne poznajo, ampak to vem, da Zavod za gradbeništvo že 30-40 let to dela. Imajo proizvajalce teh lepil, kot so Mapej, Kema, ne vem, ekspanzijska masa, gledaj, ne vem kakšne komercialne ime. Mare se lovi za Kago, Lumar, vsi ti, ki to počnejo, ti imajo te ekspanzijske mase, to se dobi kot cementna vreča, se zmeša z mešalcem, pa se zajemalko samo noter podlije. Ali bi lahko žgano apno dal, da tudi ekspandira? Ja, naprek ne. Ja, pač dobili. Pa blago drži, ne? Tej zlage veže. Izgnanja. Ja, Sam, če je hidrogeneracija ne bi snimal, ne? Jaz bi samo odgovoril na to vprašanje, zato ne mu več pri tem, gled. Tole, kar je tu vmes, ne vidiš? 12 je kvel mrtv, to je ekspanzijska malta. Jaz sem pri nekaj objektih uspel tako napraviti enako ležišča teh, se pravi, zidnih lek od strehe. Pa če z zidarjem dogovorim, pa mu preverim linijo opaža, črto, da naredi ravno, in potem imamo ravno, naprimer, na plus minus, na celi dolžini stene, na 10-12 metrih imamo morda na 2 mm plus minus ravno, ker to lahko naredijo. Potem enostavno z gladilko to poravnamo, če ni ravno, s klaftrom pogledamo z gladilko, s cementnim lepilom poravnamo in potem, ko polagamo leseno pasnico, dajem vmes 2-3 pripognjen sintetični filc, ali pa, no, to je bilo nalažje, v bistvu, s tem, da spodnja pasnica, spodnja strani premažena z bitunom in potem to v bistvu mehko pritisnem in je to ravno. Ampak problem je, da pač moraš biti zraven, ne? Zdaj, to so take malenkosti, ki se na gvišču pojavljajo, pa nobenega ne brigajo v nobeni fazi gradnje. Ampak naletite pa vedno na to, da temeljna plošča ni ravna, pa da gre lesena stena preko, pač da zja 5 cm, 8 tudi, ven gleda ali pa spodaj, in da ni ravna. Zato morate biti zraven že pri tem. In je potem to rešljivo, ker jaz sem pač videl, da to, kdo hoče narediti ravno, pač naredimo ravno, ne? Se pač opaž daš točno na 0. On lahko potegne potem z gladilko točno po robu opaža, pa opaž na robu betonske plošče na pravo višino. In potem nima plus minus 2 cm za podkajlo, ne? In zapolniti. Tako da, za više ležeče pa so te podloge, vse veš, ne, laneni trakovi, konopljeni trakovi kot geotekstil, v bistvu taki trakovi 5-10 mm debeli, ki se podlagajo zelo da mehko pritisnejo neko ležišče, da ne piha skozi. Toliko. Hvala.